Kam vse lahko pride, kaj vse lahko vidi človek? Zato potrebuje avto, kolo, motor ali kakšno drugo prevozno sredstvo. Tehnika napreduje in nam omogoča, da lahko potujemo, da lahko svoj prosti čas uporabimo za razvedrilo. Koliko dobrega in lepega lahko doživimo, zlasti, če se peljemo s svojo družino, s svojimi prijatelji. Toda vsi ljudje ne živimo na istem kraju, nimamo vsi ljudje možnosti potovati, iti po opravkih. Včasih nimajo niti možnosti nekateri ljudje, da bi šli k zdravniku. Nekateri ljudje živijo v krajih, do katerih je enostavno priti z avtomobilom. So pa kraji na svetu, kjer je veliko ovir, ki jih je treba premagati. Najbolj se to vidi, kadar pridejo naravne katastrofe, ki običajno najbolj prizadenejo ljudi daleč stran od mestnih središč, urejenih cest in poti. Toda tudi tam, daleč v gozdovih, daleč na koncu blatnih cest, so ljudje, ki jih ne smemo pozabiti. Ponavadi se uresničevanje človekovih pravic in pomoč ljudem v stiski konča na koncu lepih in urejenih cest. Prevečkrat pozabimo na ljudi tam na koncu blatnih cest, uničenih poti. Tudi tam so ljudje, tudi tam je potrebno videti človeka. In človek tam na koncu uničenih poti nima možnosti priti k zdravniku, nima možnosti poslati svoje otroke v šolo. Velikokrat izgublja upanje. Kako hitro pozabimo na te ljudi. Zakaj se vedno najde denar za uničevanje, vojne in nasilje? Tako težko pa najdemo dar za to, da bi prinašali ljudem vero, upanje in ljubezen. Izkoristiti drugega človeka je postalo gonilo današnjega časa. Veliko poslušamo o človekovih pravicah, človeka pa pozabimo. Predpisi ne rešujejo osnovnih človekovih stisk in potreb. Ljudje s srcem in čutom za drugega človeka, ti ljudje razumejo, da je v našem življenju pomembno postati vsak dan boljši. Ruski pisatelj Solženicin, ki je na sebi čutil, kaj pomeni sovraštvo, ko je dolga leta preživel v delovnih taboriščih v Sibiriji, je zapisal približno takole. Naloga človeka na tem svetu je, da zapusti življenje kot boljši človek, kot ga je začel. Naloga človeka je, da zapusti ta svet boljši, kot ga je našel. Se nam morda postavlja vprašanje o potrebnosti prevoznih sredstev. So avtomobili potrebni za prinašanje dobrote ljudem? Velikokrat res s temi avtomobili rešujemo življenje. Če ne bi avtomobila, recimo ne samo, da bi veliko ljudi umrlo, tudi veliko bi ostalo lačnih. Recimo vozimo riž, potem pri teh naših gradnjah, cement, vse to. Brez mive bi res bili zelo ohromljeni. No, enkrat se pa res spomnim, ko je bil ciklon, deževje, visoka voda in smo vedeli, da tista ženska, če ne bomo odpeljali, je bilo treba narediti carski rez, prinesli so jo daleč, že ne vem, kakšen dan, dva, je bila pač že zelo trpela, je bila visoka voda in smo vedeli, da je ta visoka voda, ampak da bo umrla, če ne pripeljemo, tako da je bila ženska je preživela, avto je ostal cel in seveda taka izkušnja, hvaležnost Bogu pač za vse, da tudi nekako srečno tukaj delujemo. Potrebni in vedno bolj so potrebni ljudje, ki so sposobni narediti nekaj več kot kričati proti vojni in nasilju v raznih demonstracijah. Izkoriščanja, vojn, nasilja, uničevanja zaradi demonstracij pogosto ne bo nič manj.
Miva na Krištofovo nedeljo spodbuja ljudi, ki imajo srce za človeka, ki razumejo, da je potrebno priti tudi na konec blatnih in uničenih poti. Vaš dar prinaša življenje, vero, veselje, upanje, ljubezen. Vaš dar za vsak srečno prevožen kilometer daje upanje tudi tistim, pozabljenim ljudem, tam na koncu blatnih in uničenih poti. Hvala vam.